Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vedno znova razveseljujemo, dvigujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in pri tem uživajo in dostikrat tudi živijo svoje sanje. In danes smo spet zapluli nekoliko v direktorske vode, vedno znova me to veseli, ko kakšnega direktora uspem ali pa direktorico spraviti iz urnika za pogovor o življenju. In zelo mi je v čast danes, da je z mano Ana Kajzer, direktorica City teatra, producentka, mama in še veliko drugih vlog. Ana, pozdravljena. Živijo. Ana, ravno kar smo se pogovarjali, predno smo začeli v bistvu snemati podcast, da te bo najbrž veliko ljudi klicalo med najnim podcastom. Kako se v bistvu ti znajdeš po vseh teh letih danes tak v sebi, noter, kako se počutiš na tem delovnem mestu direktorice? Okay, zdajle me že kličejo, že dvakrat, odkar smo začeli, sem prekinila. V bistvu jaz se niti nikoli ne počutim pa predstavljam kot neka direktorica. Sem pa v vlogi vodje. To se zavedam in v tej vlogi se v bistvu tudi dobro počutim, čeprav je včasih kar naporno, pa predvsem te zelo izčrpa. Tako da v tem trenutku zdaj, ko smo zadnje leto pa pol, pa absolutno je zelo težko biti v vlogi vodje. Tako da zdaj bi včasih mogoče raje bila samo en, ki posluša navodila, ampak še vseeno sem v tej vlogi in ne moram iz nje izstopiti. Se mi zdi kar pomembno, da si to poudarila, zato ker se človeku na hitro zdi, marsikomu, ne vem, da je direktorska služba sanjska služba, pa če imaš proste roke, ampak tako kot si zdaj že malo namignila, pa dajva kar ostati mogoče malo na tem področju, so izzivi pač voditi ljudi, sploh v krizah, seveda, ampak tudi sicer voditi ljudi, mislim, ljudje so vsak svoja zgodba, vsak ima svoja pričakovanja, nekateri se znajo dobro prodati, pa potem zadaj ni take vsebine, drugi spet obratno, pa je treba potegniti iz njih. Kaj se tebi zdijo pač največji izzivi pri biti direktor, vodja in delati z ljudmi? Zagotovo je največji izziv v bistvu ta odnos z ljudmi, imeti nek normalen človeški odnos, pa po drugi strani biti šef. Ne? To je v bistvu meni kar težko. Ne? Sploh v našem kolektivu, ki je zelo na nek način tak, temelji na nekih prijateljskih odnosih, kar je zelo pozitivno, ampak včasih pa lihta, kako pa ohraniti to neko avtoriteto, ne, ki jo pač moraš imeti kot šef, to je meni največji izziv, ne, kako ohranjati družino in biti mama te družine, pa ne biti preveč stroga mama te družine. Ne, tako. V bistvu to, ko rečeš, ne biti preveč stroga, prijateljsko, to so neke te, rečemo temu, okoliščine, ki skuša pač dober vodja ustvariti, zato ker pač vemo, da ljudje pod neko diktaturo ne morejo toliko sebe izraziti in zato pač ne dobiš toliko od njih, kot pa recimo, če jim dovoliš, da v bistvu čutijo neko svobodo. Ne. Ampak bi rekla recimo ti, da je pri tebi, pri tvojem načinu vodenja več tega permisivne vzgoje ali je več te diktature oziroma kako bi ti sebe iskreno ocenila glede tega balansa? Ali ti uspe ohranjati nek balans? Ne vem, to bi bolj moji zaposleni pa sodelavci vedeli povedati. Zdaj sem brala eno knjigo, mislim slučajno, zadnjič sem ostala v vrsti za blagajno in tam so tiste žepnice in me je blazno pritegnil naslov Obkroženi z idioti. In jaz pogledam, kaj je to, in to je neka taka poljudna knjiga o 4 tipih ljudi, osebnosti in na kakšen način funkcioniramo v tem svetu in kako v bistvu okrog sebe druge vidimo kot totalne idiote. Ne? In jaz sem se takoj prepoznala v vlogi rdeče barve, ki je pač vodja, ki je, v resnici te 4 tipi so nekako samo z drugimi oznakami za te klasične grške sanguinik, kolerik. In jaz sem se prepoznala v rdeči barvi kolerika. Večina vodij je v tej, ker smo naravnani na cilje, ker smo
naravnani na storilnost, ne? In mogoče ena najšibkejši del nas je to, ker smo preveč impulzivni, ne? In tukaj je tako, jaz sem sicer kot vodja, kot šef naravnana k dobrim odnosom, ampak me pa zelo hitro kaj vrže stira, ne? Tako da je pa prednost pol naša ta, da smo pa, kako naj rečem, tudi hitro se pomirimo, ne? Pač nismo zamerljivi in tako da jaz se trudim zelo, da bi imela to neko mero med tako ohraniti prijateljski odnos, pa po drugi strani, ampak delati morate pa po moje, ne? Ampak na koncu, tako kot si rekla, ne, v bistvu si pa zdaj v kriznih časih ti tista najbolj odgovorna in ti moraš v bistvu tem ljudem zagotoviti tudi okoliščine, da se dela naprej, ne? Sej to je to, a ne, ker veliko ljudi okrog tebe ne vidi cele slike, a ne? In v bistvu ti si pa odgovoren za to, da celo sliko vidiš, ne? In potem nekdo pride s svojo perspektivo, ki je v resnici zelo dobra, ne? Ni slaba, ampak dobra je samo iz tiste pozicije, v kateri se on nahaja, a ne? In marsikdaj kdo kaj pozabi, kar pa jaz pol moram poudariti, ne? In to so ponavadi pač finance. In pač sploh tle v našem, ne, če delaš v takem kreativnem okolju, kakor je naš, in delaš veliko tudi z umetniki in z ljudmi, ki so čist drug tip ljudi, kot sem jaz, ne? Če se vrnem na uno knjigo, ne, to so pač kakšni, meni je hecen, ta knjiga je zelo stereotipna, ne? Ampak na nek način je pa tako, pa držijo stvari, ne? In tam so rumeni, so tisti, ki so pa pač v oblakih, imajo ideje, pa tam so zelo nenaravnani ciljno, a ne? Pač oni pa se težko govorijo veliko, ampak spelajo pa pač brez pomoči takih, kot sem jaz, bolj malo. Pri tistih ljudeh je pač tako pol, da moraš ti jih postaviti na realna tla, ne? In ta realna tla iz moje pozicije so ponavadi vezana tudi na nek denar, ne? Tam pa pol ratam pa verjetno bi marsikdo rekel pa zelo stroga, kako bi človek rekel. Nepopustljiva. Tako, pač tam pa ene stvari vem in pač vem, kako pol na koncu izgledajo stvari, ki jih daš v Excel in tistega, ki pač Excel ne zanima, pač ga moram jaz spomniti na to, da žal, sploh v tem našem svetu je to res mi včasih težko, ampak v tem sem pač dobra in to zagovarjam in pol na koncu tudi uspem ljudi prepričati, da zakaj to tako more biti. Včasih te omejitve pripeljejo do tega, da najdeš neko rešitev, na katero drugače sploh nikoli ne bi pomislil. In včasih tudi omejitve niso slabe, no. Tako da recimo pri nas konkretno, recimo City teater je 11 let zelo dober del. Šli smo sam gor, pač vedno več obiskovalcev, predstav, koncertov, tako. Pa prišlo to, ko smo se mogli pač najprej oči zapreti, potem kao delamo pod nekimi pogoji, ki so v resnici, lahko bi rekli, res kar nemogoči, ampak na koncu so mogoči, ne? Na koncu vedno pač kar delamo, ne? Smo naredili letni oder, ker je bilo to pač v tistem momentu najboljša možna rešitev, gremo ven, ne? In smo prišli do nečesa, česar prej se nismo lotevali, ne? Pač ni nobenemu padlo na misel, da bi naredil letni oder v BTC-ju na parkirišču. Pa je izkazalo se kot super prizorišče, in evo, verjetno ga bomo zadržali tudi, če upajmo se enkrat tole konča. Ne, potem recimo spletne predstave so ena taka stvar, ne, ki so zelo, mislim, noben si jih ni mogel prej zamisliti. Jaz sem bila proti temu, ne. Ampak zdaj v taki situaciji pač rečeš, ok, kaj lahko iz tega, kar imamo, največ potegnemo, ne. Tako da ja, pač tudi omejitve so izziv in lahko tudi nek kreativni plus, tako bom rekla. Saj tu se mi zdi, da v bistvu potem ta družinski duh, ki ga pa uspeš ustvariti v ekipi, pride tudi do izraza, ne? Pa tudi to, ko si rekla, usmerjenost v rezultate, ta neka kombinacija, ne? 13 let je vseeno ogromna, mislim, je kar lepa doba za nekoga voditi takšen prostor z kreativci, kot si rekla, to vseeno se zelo razlikuje od nekega klasičnega poslovnega okolja. Pa me zanima, ti si pred tem v bistvu, ti si po izobrazbi kulturologinja in si se v
v bistvu ukvarjala z razvojem jazza in me zanima, kaj je bil tisti ključni moment ali pa dejavnik, ki je tebe pripeljal potem do te priložnosti leta 2008. Gre za, najprej je bilo eno spet naključje oziroma pač prijateljske vezi. Moja zelo dobra prijateljica je bila takrat partnerka od Uroša Firsta, ki je ravno začel s to veliko uspešnico, zdaj spomladi bo 20 let od premiere Jamskega človeka. In ona je takrat meni, šle sva, se spomnim, v avtu se vozila, šle sva na neki izlet in ona meni nekaj jamrala, kako te neki fantje so nezorganizirani. In sem jaz si rekla, pa dobro, lej, če bojo fantje rabili kakšno pomoč, mene bi to ful zanimala, ne? Tako nič nisem bila v teh vodah, takrat sem bila še proti koncu študija, delala sem čisto druge stvari, ampak bi me zanimali, ne? Pač, če rabijo karkoli, pač. In res mene Uroš potem pokliče in mi reče, da res bi rabili pomoč. In tako sem jaz v bistvu začela kot organizator te predstave Jamski človek. Producent te predstave, Gustav Film, je pač že po imenu, vemo, so se ukvarjali s filmi in mene je to, wow, super filmi, mene je to ful zanimalo. Tako da sem pol tudi tam se malo preizkusila. Je pa res, da meni je film všeč, pa to tam je zelo veliko enega čakanja. Pa, mislim, vsaj v tisti funkciji, ki sem bila jaz, pač na snemanju, pač mi je bilo tako, nisem se počutila tako koristno, no. Tako da sem tudi potem rekla, da bi jaz ostala na tem gledališkem delu. S filmom smo pa v bistvu sem se pa pol bolj nekako čistko ljubiteljsko začela ukvarjati. Smo sproducirali 3 dokumentarne filme, tudi to z jazzom. En je bil tudi ta vezan na mojo diplomo o razvoju slovenskega jazza. Kar se pa tega gledališkega dela tiče, smo pa potem pri Gustav Filmu, kjer sem bila zaposlena, že začeli razvijati tudi druge produkcije. In takrat je pač smo se pogovarjali o tem, da bi pa mi imeli tudi svojo dvorano, pa tako, drugače smo samo gostovali po drugih odrih. In Polona Vetrih je pristopila k Urošu in je rekla, kdo pa tega Jamskega človeka pomaga delati? Tako se pač umetniki med sabo pogovarjajo. Kdo pa tebi to pomaga? Pa je on rekel, to je pa pač Ana, pa ona, a bi se lahko ona malo mogoče, da bi naj jo lahko ti malo povezal. In mi dve s Polono sva se dobili in ona je meni povedala, da imajo tukaj v BTC-ju teater komedija je bil takrat, in da bi si želela nekoga, ki se pač malo spozna na to, da bi malo tržil predstave po Sloveniji. Oni so imeli kar precej produkcij takrat, ampak so bili očitno bolj koncentrirani na ta domač oder. In jaz sem imela prvi sestanek in na prvem sestanku je ta z BTC-ja kar rekla, kaj pa če bi ti kar vse prevzela? Pa sem jaz rekla, ne morem, jaz sem v službi, jaz sem pri Gustav Filmu, ne. Pa ona rekla, daj poišči eno možno rešitev. Pa sem jaz rekla, mislim, to se res tako super sliši, tako sanjam v tej novi dvorani, da bi nekaj imela lahko dvorano, svoj program in tako. In moj šef takrat ni bil za to, da jaz sem mu ponudila, da bi to tista firma delala, tako da sva se zmenila, da bom jaz to zraven vzela, pač mi je dal to možnost. Po enem letu se je izkazalo, da oboje ne morem in da tukaj je bil meni to totalen izziv, ne. Mislim, ko mi je Polona ta prvič rekla, da bi to, če bi jaz to vodila, ne, pa je bilo meni tako, kaj, Ivo Ban, jaz sem si predstavljala, meni je bilo to tako ime, jaz pa to, ne vem, če sem jaz za to, ne, ampak zdaj se je izkazalo, da kar sem, ne, mislim, tako, po teh letih, pol smo, v bistvu, po enem letu tega vodenja skupaj s Polono teatra komedija, je ona videla, meni se je zdelo tudi tako, da je ona nekako se tudi na nek način želela, da to nekomu prepusti, to njeno zapuščino, mislim, oni so takrat, ona je z BTC-jem naredila nekaj, kar nobeden v Sloveniji ni naredil, ne, to pač tukaj mene ni bilo zraven pri samih začetkih, tako da smo na nekih temeljih v bistvu lahko gradili to zgodbo City teatra. Ona se je takrat pač strinjala s tem, da pač naredimo nov brand, meni se je zdelo, da mora biti to nov brand, da ne moramo, meni je bilo ful lažje, ne, midva z Urošem, Uroš kot
nek programski vodja, jaz kot ta poslovni vodja, se nama je zdelo, da težko delava na tem, da sam prevzameva, hkrati smo imela pa res željo ene stvari osvežiti, predvsem odpreti vrata. Takrat so imeli oni sam svoje produkcije, mi da so pa želela, pač, da bi bili tukaj tudi drugi neodvisni producenti, da bi imeli svoj dom. Tako da smo na začetku zelo odprli vrata, pa smo jih pol začeli prepirati, potem ta koncerti, vse tisto, kar je v bistvu nas zanimalo. Ne? Po eni strani, en program je tak, ki je pač bolj res komercialno usmerjen, zato ker pač vemo, kaj je tisto, kar širšo publiko zanima in pač moramo pač preživeti od tega, kolikor kart prodamo. Po drugi strani pa pač koncertni program pa nikoli ni bil za to, ali pa otroški program, ki je bil pač ideja, tle smo v BTC-ju, ljudje hodijo ob sobotah v shopping, zakaj ne bi ta čas otroci raje namesto v nakupovalnem vozičku preživeli v dvorani pa si pogledali kaj luštanga. Ampak moram pa reči, da pač ves ta dodaten program, ki ni samo komercialno naravnan, brez BTC-ja nikakor ne bi ga bilo možno speljati. No, tako da BTC je tukaj res naš velik podpornik. Ampak, ko te tako poslušam, so to zgodbo, v bistvu gre cel čas za neko neustrašnost, čeprav te praviš, da te je v nekem trenutku, jaz ne morem tega, ampak si šla preko tega in si v bistvu tudi takoj pristopila za temi idejami, seveda skupaj z Urošem, takoj je steklo ta neka vizija, ki si jo pravzaprav že cel čas nosila v sebi. Ne? Me pa zdaj zanima, si kadarkoli v teh 13 letih ali pa mogoče še malo nazaj, razmišljala, da bi počela nekaj drugega v življenju. Je bilo kdaj ta moment, da si razmišljala, pa zakaj jaz to počnem, pa če mogoče bi, ne? Je ful stresno delo to. Tako. In vedno, ko si v stresu, pač si misliš, je moja reakcija, pa kaj meni tega treba, jaz bi toliko si želela, ne vem, delati v knjižnici. Ne? In sem recimo tudi svojemu partnerju to rekla, ker on pač recimo mene velikokrat reče, preveč delaš, prepozno hodiš domov, ne? Pa meni tako, to je moj job, pač, ne? Tukaj ne gre za to, jaz grem, ne vem, pač jaz zaključim včasih pač sredi noči, ne? Ampak saj tudi zjutraj nisem vedno ob 7 v službi. Pač meni se ne zdi, da zdaj toliko bistveno več delam kot drugi ljudje. Saj vsi veliko delamo zadnje čase. Ne? Ampak to, da si ti v bistvu, da ti ful težko izklopiš službo. Jaz svojega dela itak sploh ne jemljem kot službo. Pač to je ful velik del mene. Saj poskušam, zmeri bolj, ko sem dobila otroka, sem mogla narediti tako eno odločitev, kaj pa ne. Pač, tako da so vse stvari spremenile, ampak še vseeno jaz te skrbi ne morem kar pustiti. Ali pa nisem pač tak karakter, pa bi si želela. In takrat si rečem, kaj imam take službe, ki bi jo lahko izklopil. In tukaj vidim pač to, recimo delo v knjižnici. Ne? To bi mi bilo čisto fajn. Pa mi pa reče, pa kdor me pozna, sem ti bi tam začela takoj nekaj organizirati. Ne, sigurno bi pa začela organizirati predstave v knjižnici, pa ne vem, pogovore v knjižnici, tako da po mojem pač tak, kakršen si, težko greš iz svoje kože ven. Po drugi strani pa tudi jaz dobim eno na koncu, ko pa pač sediš v polni dvorani in so ljudje zadovoljni in si rečeš, tukaj sem jaz tudi pripomogla, niso oni ploskajo sicer unim na odru, ampak ti se pa počutiš dobro, ker si ti pomagal, da so oni to na odru lahko speljali. Pa tudi, recimo, če te kdo tako pohvali, pa konec koncev tudi mi, ko smo za odrom, pač ob premieri isto doživljamo neko navdušenje, tudi nam čestitajo, pa tako, takrat pa dobiš to neko zadoščenje, ampak je pa tudi res, da to leto pa pol, še več, odkar je ta epidemija nastopila, takrat bi si tudi marsikdaj želela biti v kakšni drugi branži. Ni nam zdaj res fajn, ampak po drugi strani pa, kakor sem prej rekla, je pa izziv, pa se pol borbaš. Jaz sem borc, jaz sem ta, ki pleza, pa se bori, tako da
In brez tega bi verjetno bila čist zamorjena, tako kot ti je marsikdo že rekel, ne? Ja, mislim, hitro bi mi bilo dolg čas, verjetno. Pa če bi mi bilo dolg čas, pa nobenemu ni fajn. V svojem podcastu sem govorila zdaj že z ful ljudmi in dosti tudi je vmes mamic, ki delajo take res službe, ki niso klasične, ki niso pač od 7 do 3 in potem domov in izklop čez vikende, ampak res zato, da ženska danes sodobno uresničuje samo sebe, more v resnici prisluhniti temu klicu in v bistvu si dovoliti biti to, kar je, če tudi je to na nek način greno skriž z tem našim klasičnim načinom življenja, kjer pač popoldan te otroci v bistvu rabijo, ker so doma. In me zanima, zdaj kot mama, kaj se tebi zdi pomembno pač tvojemu otroku predati za življenje, ker recimo na nek način nisi klasična mama, ne? Ker že skozi ta poklic, pa to je vaše življenje malo drugačno, družinsko, ampak kaj je tisto, kar pa čutiš, da mu kljub vsemu, takrat, ko si, želiš predati? Ne vem, meni se zdi najbolj bistvena stvar, da bi bil on lahko pristen, da je to, kar je. Ne? In tukaj imamo starši v bistvu ful velik izziv, zaradi tega, mislim, ker pač nehote v bistvu hočemo otroka usmerjati v neki, ali pa smo, če drugega ne si zadovoljen z nečim, ne vem. Meni je super, ker on bil še zelo majhen, je z mano veliko hodil na koncerte, predvsem tle k nam v dvorani in meni je bilo to tako dobro, ker je on poslušal to muziko in sem se tako rada s tem pohvalila, Pa kar naenkrat, zdaj njega zanima samo še šport. Meni pa šport res ni blizu. Ampak tukaj, da to spustiš, da spustiš to, da ni važno, kaj tebi fajn, da ga podpreš pri tem, kar je njemu fajn, pač pol bo on lahko srečen. Če bo lahko užival spontano v tem, kar mu je fajn. In jaz mislim, da tudi vsak človek je lahko uspešen samo v tistem, v čemer res uživa. In po drugi strani uživaš pa lahko samo, če si uspešen. Tako, to se mi zdi neka taka stvar, da je lahko srečen, če bo poslušal samega sebe. Pa seveda to, da je iskren, odkrit, pošten in vztrajen. Tako da to. Dragi poslušalci, jaz mislim, da je to odličen zaključek današnjega Fajn podcasta. Bodite pristni in iščite tako dolgo, dokler ne najdete to, kar v resnici je v vas, to, kar ste vi in to, kar v bistvu je vaše poslanstvo, da morate početi, ker to je v bistvu ključ do uspeha in tudi se mi zdi nekako do svobode in sreče. Ana, hvala ti za tvoj čas in še veliko, veliko uspešno preguranih dni kljub krizi in upam, da se kmalu vidimo v čim večjem številu v City teatru, kot da ni bilo nikoli nič slabega. Hvala, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.